V sklopu praznovanja letošnjega kulturnega praznika je Zavod Novo mesto pripravil večer glasbe in poglobljenega razmišljanja o stanju v kulturi. Anuša Gaši se je s pevcema Ireno Jebuah Tiran in Klemnom Torkarjem ter skladateljem in direktorjem Zavoda Novo mesto Alešem Makovcem pogovarjala o pogledih na kulturo in ustvarjanju lastne umetniške produkcije. V sklopu kulturnega večera sta pevca izvedla arije iz oper Julija in 10. brat ter samospevov skladatelja Aleša Makovca. Kaj od mene preč obraz obračaš mili, kdo te mene ljubi sili, rajši koj mi daj slovo, desno roko brez skrbi, daj k prijaznemu slovesu, sous v nobenem ni očesu, žal besede ustih ni, žale misli v srcu ni, saj ni pred bilo veselo, ko se zate je unilo, naj ne bo prihodnje dni. Vrnil bo se prejšnji čas, hodil pota bom te motne, kamor sreče bo togotne, gnal ne mili me ukaz. Moja stara ljuba bo potrpežljivost milna, zvezo z mano ponovila, v zakon dala mi roko, od pomoči nje podprt, nosil bom življenja pezo, dokler zmaga sreče jezo, zadnja ljubca bila smrt. Kako lepo nas je zdaj pobožal tenor dobrega znanca do novomeških odrov Klemna Torkarja, ki ga je na klavirju spremljala ena naših najuglednejših korepetitork Irina Milivojević. Spoštovane novomeščanke in novomeščani in vsi, ki to niste, spoštovani direktor Zavoda Novo mesto, gospod Aleš Makovac, prijateljice in prijatelji umetnosti, predvsem glasbene. Dobrodošli na koncertu, ki je darilo vam ali pa vsem nam, ob prazniku, ki ga slovenski narod praznuje edini na svetu, prazniku kulture. In dobrodošli na koncertu, ki je darilo mestu, ki ga imamo radi in bo letos aprila praznovalo 660. obletnico pridobitve mestnih pravic. Kdo ve, o čem je razmišljal Rudolf IV. Habsburški, ko je istega leta, ko je ustanovil univerzo na Dunaju, podelil majhnemu podeželskemu mestecu na okljuku reke Krke na spodnjem Kranjskem mestne pravice. O čemarkoli že je razmišljal, tega zagotovo ni počel v našem jeziku. Slovenščina je bila v njegovih časih jezik podložnikov, preprosta govorica in zven, ki je ostajal pred vrati vsega, kar je v fizičnem smislu poosebljalo oblast. In tako
je bilo še dolgo, dolgo zatem. Vse dokler se leta 1800 pod vznožjem Karavank v Vrbi ni rodil France. In vse dokler ta isti France nekaj desetletij kasneje ni napisal poezije, ki je slovenščino povzdignila na raven evropskih literarnih velikanov. To, kar je počel, to, kar je ustvaril in okoliščine, v kakršnih je to ustvaril, lahko mirno primerjamo s tem, kar danes počno naši izjemni športniki in čemur se čudi ves svet. Slovenščina je v njegovih delih zvenela enakovredno prvorazrednim in še danes privilegiranim svetovnim jezikom. Po zaslugi Prešerna je bila romantika kot zgodovinsko obdobje prva velika zlata doba slovenske umetnosti. Pesem, ki smo jo slišali uvodoma, je nastala v zadnjih letih njegovega življenja, leta 1842. Prešernu je takrat umrla mama Mina. Rodila se mu je druga hčerka Ernestina in njegova vlogo za advokaturo so oblasti zavrnile četrtič zapovrstjo. Od to totožnost, žalost, tudi vdanost v usodo, ki smo jo lahko čutili v verzih, ki jih je uglasbil skladatelj slovenskega rodu Kamilo Mašek. Mašek je bil rojen 3 desetletja za Prešernom in čeravno je za voljo bolezni tudi on dočakal le malo let, je uspel uglasbiti nekaj Prešernovih pesmi. No in če je bil Prešeren velikan slovenske poezije, kaj je bil potem pesnik Rasa? Srečko Kosovel. Doživel je vsega 22 let in je uspel v krhkih letih odraščanja in zgodnjega zorenja ustvariti presunljiv, večen in v vseh pogledih izjemno obsežen opus. Primerjave, čeravno jih imamo vsi po malem radi, bomo tukaj pustili na strani. In raje prisluhnili 3 skladbam Kosoveljevih pesmi, ki jih je uglasbil sodobni slovenski skladatelj Aldo Kumar. Kumarja upravičeno povezujemo z gledališčem in filmom, je namreč avtor glasbe za kar 100 gledaliških oziroma filmskih del. Je pa tudi ljubitelj in avtor uglasbitev Kosovelove poezije. In čeprav je ta dela zapel že prenekateri slovenski pevec, nikdar ne zvenijo tako lepo kot takrat, ko jim da glas pevka, ki upravičeno lahko rečemo naša. Dame in gospodje, Irena Jebuah Tiran.
jesenski tihi čas, čas prileti brinovka na Kras, Kras. Na polju že nikogar več ni, le ona preko gmajne leti. V jesenski tihi čas, čas prileti brinovka na Kras, Kras. Ona preko gmajne leti in samo lovec ji sledi. Strel tiši do droben curek krvi. Na polju že nikogar več ni, brinovka obleži. Hvala lepa Ireni in Irini.
Nocojšnji dogodek smo si nekako zamislili kot preplet glasbe in pa pogovora, zlasti o glasbi. Zato zdaj na oder vnovič vabim našo cenjeno in nadvse ljubo gostjo Ireno Jebuah-Tiran, da se mi pridruži tudi v pogovornem kotičku. Irena, najprej kako ste? Dobro, hvala. Sinoči ste spet peli pred novomeškim občinstvom na zdaj že tradicionalnem koncertu novomeških simfonikov. Kako je bilo? Ja, po stoječih ovacijah sodeč zelo dobro. Tudi sicer zelo radi in pogosto nastopate pred domačim občinstvom. Je to za vas sploh še lahko kak izziv? Zagotovo, vsak nastop je nov izziv, ker nastopam z različnimi programi, z različnimi soustvarjalci, tako da je vsakič novo doživetje in vedno znova res rada nastopam v novem mestu. Radi nastopate po odrih sveta, vaš oder je svet. Pred kratkim ste se vrnili iz Burkine Faso. Nikjer še nisem zasledila res natančnega poročila o tem, kaj ste tam počeli. Torej, svojo sestro in Mašo Kagaouk-Nes, koreografinjo, smo se odpravile na v bistvu plesni festival, kjer pa smo mi nastopile z predstavo Rojena izven svoje vasi. Na tem festivalu smo nastopile in smo nekako predstavile to našo zgodbo, ki nas povezuje tudi. Mi smo že kar nekaj časa prijateljice in smo nastopile v bistvu že v večjih predstavah. Sploh ena je bila zelo odmevna tudi Črna koža, bele maske od Maše Kagaouk-Nes, ki smo izvedli v Anton Pobevšek teatru v Novem mestu. Tokrat smo šle pa na afriški kontinent. In se je rodila še kakšna nova zamisel o kakšnem novem projektu v Sloveniji? Zagotovo si želimo, ker ta predstava je bila premierno predstavljena prav na tem festivalu, želimo si jo ponoviti tudi v Sloveniji za slovensko publiko. Tudi sicer se mi zdi, da vedno bolj čutite svoje afriške korenine in da jih vedno raje udejanjate tudi v vašem delu. Ja, res je. Nekako prav z Mašo sem dobila vpogled pač tudi v umetnost in tega kontinenta in imel veliko veselja pač odkrivati vse te druge tudi prakse in glasbo in tudi ostalo umetnost, ker tudi se pravi, povsod na svetu imajo ljudje, ki so občutljivi veliko zapovedati in je lepo pač raziskovati tudi ta del moje duše. Vašega srca. Irena, vaš poklic je tak, da ste zvečer pogosto z doma, zamujate koncerte, na katerih lahko mi, navadni smrtniki, uživamo. Povejte, je kak koncert, ki ga imate zdaj na listi, na seznamu želja, ki ga želite videti? Veste, bom povedala, da se jaz kar tako spontano odločam. Zelo sem hvaležna, da sem bila ravno to sredo prosta in sem lahko prišla poslušati Jureta Ivanušiča, ki je tudi moj kolega, prijatelj. Drugače pa, ne morem sploh, ker od tako naprej niti ne vem, kakšne bodo moje obveznosti, tako da nimam nič tako na radarju. Ampak sicer, kakšen je vaš glasbeni okus, to nas zanima? Jaz poslušam pravzaprav vso glasbo, ki pa mora biti kvalitetna. Se pravi, bom rekla kar vse žanre ali pa veliko žanrov različnih, ni zdaj, da samo klasično glasbo pri nas doma vrtimo. Tako da, karkoli nagovori pač mojo dušo, moje srce, tisto mi je všeč in tisto poslušam. Sem bila prepričana, da boste rekli zaradi družinskih razlogov Društvo mrtvih pesnikov. No, tudi ta glasba se kar vrti v našem domu, ampak seveda tudi to, ampak vse, bom rekla, in popularno glasbo, in jazz, in muzikle, vse, kar pač je nekako meni prijetno. Kar vam gre v uho. Vaša kariera je izjemna. Študirali ste v tujini, od tam prišli v Slovenijo. Slovenija vas ima rada zaradi mnogoterih kakovosti, pa vendar se je zdelo, da je vaše ime postalo vseslovensko zares znano šele po vaši vlogi žirantke v resničnostnem šovu, skoraj dan pevskem šovu. Znan obraz ima svoj glas. Vas je to kdaj motilo? Iskreno. Seveda bi si želela, da bi bil razlog kakšen drug, ne.
In jaz moram povedati, da se velikokrat vozim s temi prevozi, tako imenovanimi, ker pač jaz sem veliko na cesti in res sem tako utrujena in potem vedno poskušam najti kakšno priložnost, da vas kdo pelje. Ampak zdaj imate že starejšega sina, ki upravlja vlogo šoferja. Ja. No in zanimivo, da večji del teh prevoznikov, od vas pa od nekud poznam, in jaz vedno pač pričakujem, znan obraz, ima svoj glas, ampak ne boste verjeli, tudi iz Anton Podbešek teatra so me pač prepoznali, se pravi iz predstave, iz odra in tudi iz kakšnega tazga, pač, se pravi zaradi mojega pevskega udejstvovanja. Je pa tako, da je pač televizija je množični medij in približa, bom rekla, osebe, ljudi v vsak dom. In je pač to dejstvo. Sploh pa klasična glasba je še en poseben, morda če bi bila pevka popularne glasbe, bi morda še kakšno večjo možnost imela tudi z kakšnim, bom rekla, pevskim nastopom. Ampak jaz najprej sem se kar otepala, priznam, teh ponudb. Potem pa si mislim, če nekako lahko jaz mogoče spregovorim na ta način o lepih stvareh, o pomembnih stvareh, da morda dam komu kakšno, bom rekla, navdih ali pa tolažbo v neki stiski, pa zakaj pa ne? Ali pa pogum. Ali pa pogum, ja. Se mi zdi, da je vaša javna pojava. Seveda vselej tudi glas tistih ljudi, ki mogoče nimajo moči in pa sreče, da bi se lahko borili zase. Ja, se trudim. Ja, Irena, kdaj ste vedeli, da želite peti in da želite živeti od petja? Je bila ta odločitev zelo zgodaj? Ali se je zgodilo spontano? Jaz to že kar dolgo ponavljam, da v bistvu nisem bila majhna deklica, ki je hotela biti operna pevka, daleč od tega. Tudi nisem kaj dosti opere poslušala pred tem. Zdravko Hribar to sta dve besedi, ki sta pač pomembni v mojem življenju. On je v bistvu kriv, da sem jaz tukaj, kjer sem pravzaprav. Študirali ste v Avstriji, magisterij ste naredili iz samospeva. Povejte, samospev je izjemno zahtevna pevska disciplina. Kaj zahteva več znanja ali samozavesti? Verjetno kar oboje. Jaz pravim, pač pri samospevu je pevec na nek način sam, skupaj seveda s pianistom, pianistko, ampak in mora pričarati vsa ta čustva, ta vzdušja, ki jih opera lahko naredi recimo s kostumi, s scenografijo, zdaj imamo še vse te videoprojekcije, plus kolege imaš na odru, je več ljudi naenkrat in pol to v bistvu še več, je bolj plastično in tako. Mi imamo pa v bistvu samo svoj glas in svoj izraz in pač ta svoj inštrument kot telo in to luč. In moramo vse to pričarati s temi, bomo rekla, skromnimi izraznimi sredstvi. Ampak vam gre odlično. Hvala. V tem, kar smo zdajle slišali, smo se vsi, upam si reči, preselili na Kras in to na jesenski Kras. Srečka Kosovela. Irena, hvala za enkrat, če se bova videli in slišali, ampak zdaj le dejva oder odstopiti vašemu kolegu, prijatelju Klemnu Torkarju. Hvala lepa. Z največjim veseljem. Tenorista Klemna Torkarja bomo zdaj slišali v dveh skladbah, in sicer na besedilo Franceta Prešerna, in sicer v skladbah Ukazi in pa Mornar. Tudi tokrat je z njim Irina Milivojević. Prosim. Ne smem si ukazala belih rok se dotaknit, zvedla deklica si zala, kako znam pokoren bit. Da ne smem si ukazala od ljubezni govorit,
Zvedla deklica si zala, kako znam pokoren bit. Zvedla deklica si zala, kako znam pokoren bit. Zraven si mi ukazala, da te moram pozabit. Bogav deklica bi zala, ak bi moglo se zgodit. Al srce mi drugo ustvari, al počakaj tato bit. V prsih neha Bog te obvari, a ni moč te pozabit. Prednik dar ni moč, pred ni moč te pozabit. Nezvesta, bodi zdrava. Čolnič po mene plava, na barko kliče strel. Po zemlji varno hodi, moj up je šel po vodi, mi drug te je prevzel. Pri Bogu sem obljubil, da pred bom dušo zgubil, ko nehal te ljubit, ko nehal te ljubit. Si z desno v desno segla, pri Bogu si prisegla, mi vedno, vedno zvesta bit. Mi vedno, vedno zvesta bit. Morja široka cesta peljala me je v mesta, kjer lepe deklice obrazov njih lepota, sneg beli njih života, zmotila nista me, zmotila nista me. Spet so se jadra bela, od južnih sap napela, prinesla me nazaj.
Deklita svojega ženo sem našel poročeno, prestal sem bukvikaj. Prestal sem bukvikaj. Spet napnimo, valovom se zročimo, kak je čisto morje, kaj njemu upa smemo, mornarji dobro vemo, dekletom kaj kdo ve. Ne straši moč viharja, ne grom valov mornarja, se smrti ne boji. Se smrti ne boji. Spominu potopu mine, ljubezni bolečine, vsak dan spet oživi, vsak dan spet oživi. Po morju barka plava, nezvesta vodi zdrava, sto tebi sreč želim, sto tebi sreč želim. Po zemlji srečno hodi, moj up je šel po vodi, le jadrajmo tja za njim. Le jadrajmo tja za njim. Se bil zelo zgovoren, Klemna bomo seveda nocoj še večkrat slišali, tako v besedi kot v glasbi. Zdaj pa bomo nadaljevali ciklus skladb, ki jih je napisal kot skladatelj Franz Serafin Vilhar. Priimek nam je znan, res je, to je bil sin Miroslava Vilharja, narodnega buditelja, pesnika, skladatelja in tako naprej. Doma iz Rakeka na Primorskem, živel pa je na čudovitem gradu Kauc pri Zagorju. Toplo vas vabim, da si kdaj vzamete čas tudi za ta del naše domovine. No, Franjo Serafin Vilhar je bil pod močnim vplivom njegovega domačega hišnega učitelja. To je bil slovenski pisatelj Fran Levstik. In če drži podatke zgodovinarjev, potem je Fran Levstik prav tam s pogledom na Sveto Trojico dobil zamisel o povesti, ki jo danes poznamo vsi. To je ena najbolj znanih slovenskih povesti, povest o Martinu Krpanu. Zdaj bomo slišali še dve skladbi, ki jo je napisal Franz Serafin Vilhar, in sicer na besedilo Franceta Prešerna. In sicer Nezakonsko mati in pa Rasti, rasti, roža mala. V obeh se nam bo predstavila znova naša Irena Jebuah Tiran. Pa je treba tebe bilo, detelju
noče so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se, mene se moji zramvali so, tuji za mano kazali so. Ki ptice pod nebom živi, naj ti da zdrave vesele dni. Al te je treba bilo ne, vedno bom srčno ljubila te, vedno, vedno bom srčno ljubila te.
Hvala lepa našemu izjemnemu ženskemu duetu. Zdaj pa v pogovorni kotiček vabimo oba vokalista, in sicer Ireno Jaboh-Tiran in pa Klemna Torkarja. Prosim. Irena in Klemen, Klemen in Irena, ko sem prebirala vajine intervjuje, vajini biografiji, sem ugotovila toliko skupnih točk, da ne morem mimo njih. Oba imata rada samospeve, oba sta na ti z drugimi glasbenimi zvrstmi, oba imata rada novomeške odre, oba sta glasbena pedagoga. A začnemo z vami, Klemen. Velikokrat sva bila tudi že mož in žena, Tako je. tako se je najin pravzaprav prvi odnos začel. To predstavo smo sicer delali v Ljubljani pod okriljem Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Ogoljufani sodnik je bil naslov in tam sva se res spoznala in nastopila v vlogi ne prav zelo srečnih zakoncev. No. In ta zgodba se je recimo potem tudi še nadaljevala, tudi v zadnji novomeški produkciji Kit na plaži, kjer sva tudi odigrala en zakonski par s kar težko družinsko zgodbo. Ne? Res je. Torej, vajina zgodovina para, v vlogi para, je dolga in zanimiva. Je pomembno, da se razumete ustvarjalci tudi zasebno pri tem, kako ustvarjate. Poslušamo včasih intervjuje igralcev, pevcev, ki pravijo, videti ga nisem mogla, ne, v zaodrju, ampak na odru sem morala biti z njim. Irena, pri vas najbrž ni takoj, v Klemnevem primeru. Absolutno. In nama te težave res ni. Ne? Ne, jaz moram reči, da sem bila kar nekajkrat zelo, zelo hvaležna, da je pač Klemen bil moj partner na odru, še posebej v eni operi, ki smo jo delali, Hiša usmiljenja. A tam sem jo pa posilil. Ja, in to je bila zelo ena taka pač neprijetna scena zame, kjer pač sem bila zlorabljena. Igrala Z moje sem strani. to, se pravi, Slepo deklico, slepo deklico, Tončko, ja, ne? Tončko. Jaz sem bil pa Edvard, pač fant, ki hodi, ga spustijo malo skozi zadnja vrata v to hiralnico teh deklet, da lahko zlorablja ta deklet. Ja, in moram priznati, da če to ne bi bil Klemen, verjetno bi režiserki rekla, da naj ta prizor naredi na drugačen način. No, s Klemenom Sva šla pa do konca. ja, je bilo pa to precej, mislim, je bilo težko, ampak lažje. Pač, ja, pač. Klemen je za hece. No, ja, seveda. Sej zato pa gre potem, ker se pač lahko pač tudi Mislim, nasmejo. eno veliko zaupanje mora biti Ja. pri takih stvarih. Ne? Tako pri ljubezenskih prizorih ali kakršnih koli drugačnih, ali pa takih prizorih, ki nas tudi počakajo včasih v libretu, ne? Ali pa recimo pri Kitu na plaži, družinsko nasilje, Ja. klofuta, ne? Tudi ko smo se z Gajo Sorč, ki je upodobila to glavno deklico, pogovarjali, ali res prava klofuta, ali naredimo pač nek gledališki trik. Pa smo nekako bila oba soglasna, da potrebuje vsaj nekajkrat Nekaj zares. spodbude. Ja. Zares. Ne? Potem smo že, ko je bilo veliko ponovitev, smo uporabili trik, ampak da pa začutiš tisto pravo čustvo, ki ga prenesemo na občinstvo, so pa tudi midva rabila zares. Omenila sem prej, oba sta na ti z drugimi glasbenimi žanri, s čimer hočem reči, da nimate težav, če dobita kdaj kakšno povabilo v svet popa, vi, gospod Torkar, tudi v svet narodno-zabavne glasbe. Kako je ustvarjati druge žanre? Je to za dušo, za zabavo, za denar? Ja, jaz bi rekla, mislim, v mojem primeru je zagotovo nekako bolj, bom rekla, za dušo, ker pač želim, mislim, jaz rada tudi kaj takega zapojem. Pravzaprav, ko so me vprašali, ko sem se odločila za klasično petje, ja, pa zakaj pa ne klasično petje, pa v bistvu se mi zdi tako, sam žanr kot tak, mislim, jaz bi tudi z veseljem recimo jazz ali pa tudi kakšno mogoče popularno, ampak se mi zdi, da v klasični glasbi res ni blefati. Tle pač, če nimaš glasu, ne moreš nikamor priti. Tle moraš res stati na odru, odpreti usta in pet. V drugih žanrih se da mogoče še malo kaj pogolfati, ampak pri nas pa ne. In meni se je zdelo pač nekako ta pot bolj zanimiva, vznemirljiva, da pač grem tja, kjer je pač potrebna res disciplina in ja, nekako In delo vsebina, in vztrajnost. Ja. Kaj pa vi, Klemen? Podobno, no, moja pot se je začela v Narodno-zabavnem ansamblu Storžič,
po katerem me še danes marsikdo prepoznava in tudi zadnjič sem videl en ansambel, ki je eno našo pesmico izpred 20 let priredil in so posneli tudi videospot. Pa sem bil kar vesel, sem potem sicer šel primerjati, kako sem jaz zapel takrat pred 20 leti. In oni so slabše, ne? Ne, vseeno. Zanimivo je slišati nekoga, ki recimo stopi v tvoje čevlje, namesto da bi stopil v svoje, v tej isti skladbi, ne, tako, pa včasih potem stvari niso posrečene. Vsak mora narediti iz sebe izhajati. Če nekoga nekaj posnamemo, pokopiramo, ker je v tem primeru mečkenjeno, ni ponavadi tako posrečeno. Ampak sem bil pa zelo vesel, da so to naredili. Ja, to je bilo 5-6 let veselic, ohceti, obletnic, peli smo vse sorte. Enega treninga vzdržljivosti, ne? Ja. Kar počne Irena na maratonih, ne? Ja, res. Pa sem zelo hvaležen za to obdobje, tudi predvsem, ker sem bil v skupini enih v redu fantov, ni bilo alkohola ali kakšne druge stvari, smo lepo delali, no. Rdeča nit nocojšnjega večera je poezija, slovenska poezija. Je peti poezijo težko? Poezija vendarle ni bila pisana, vsaj ne Prešernova pa Kosovelova, zato da jo bomo enkrat peli, ne? Kaj pač imam drugega peti kot poezijo, ne? Sej tudi recimo kakšne slovenske popevke, bi tudi lahko jih brez skrbi napisali na list in bi rekli, da je to poezija, ne? Sploh tiste, ki so ne bi delo prevelike razlike. Ja. Ali pa tudi, no, to bo potem gospod Makovec več povedal, lahko tudi nek bolj preprost človek, ki ni pesnik, sploh pa ne morda uradno etabliran, priznan v nekih ljubljanskih krogih, napiše kaj zelo življenjskega, dobrega. To velikokrat slišimo. A ne? In nasprotno. O ja. In nasprotno. Ob vsem tem, kar vaju druži, pa je ena lastnost, ki jo ima Irena, ki jo vi po mojem nimate, Klemen. In sicer Irena se je enkrat pohvalila, da ima v spominu veliko rojstnih dnevov svojih prijateljev in da zelo radi pošiljate sporočila in voščila, kar je... A da jaz pa nimam v spominu, mislim, da se ne spomnim teh praznovanj. Toliko datumov si ni... Toliko datumov verjetno nimate v glavi. Ampak Irena, kdaj ima rojstni dan, Klemen? 27. november. Bravo. Kdaj imam pa jaz? Ja, kdaj ima pa Irena? Junija. Ne, odgovor ni pravilen, ampak lahko vam pomagamo, imate nekaj kviz, ko to bomo dali. In sicer takrat imajo rojstni dan malo slabši pevci, ne lahko povem, malo slabši pevci, Elton John, Rita Franklin, Juri Zrnec, materinski dan. Je pa res, da gremo z zamikom polletnim, Irena pa Katja pa jaz, običajno pogledati kakšno opero. Tako, zdaj naš rojstni dan. No, ampak lahko vseeno povemo. Ni vezano na datum. Da ima Irena 25. marca rojstni dan, na materinski dan. Tako da ne smete nikoli več pozabiti čestitati ob času. Ne zamudo. To pa naredi. Vse naredi. Hvala lepa obima. Ireni in pa Klemnu. Klemen, vas bomo zdaj še malo zadržali na odru. Irena, vi pa ste svobodni. To vam zdaj še posebej tremo. Ja, prej, ko smo se pogovarjali o tem, kako bo tekel večer, smo imeli malo v mislih tudi to, kako je najprej govoriti, potem peti, preskakovati iz ene vloge v drugo, ampak takemu profesionalcu oziroma taki kapaciteti, kot ste vi, to ne bi smelo biti posebno težavo. Zdaj vas bomo slišali v dveh skladbah, gre za praizvedbi dveh del, ki jo je ustvaril naš naslednji pogovorni gost, Aleš Makovec. Ampak je ravno prej za zaveso povedal, da v bistvu ni čisto res, da sta samospeva že bila izvedena, ampak da ju on še ni slišal. Da ju on še ni slišal? Gospod Makovec, to, kar boste zdaj slišali, je nekaj najboljšega, kar ste slišali v vašem življenju. Kako pa drugače? No, še to, da povem, kako je prišlo. Do tega novembra smo ponavljali predstave Kit na plaži in se jaz upevam za vlogo in je prišel, rekel, imam dva krasna samospeva, to boš ti super naredil. No, pa da slišimo zdaj. Pa da slišimo. Slišali bomo besedilo Janka Laurina. Janko Laurin je bil izjemen slovenski jezikoslovec, živel je večino svojega življenja v Veliki Britaniji, bil je ustanovitelj slovanske katedre na Univerzi Nottingham
Je bil tudi profesor ruske književnosti in če je med nami nocoj kak prevajalec ali pa nekdo, ki mu je prevajanje blizu, potem zagotovo pozna Laurinovo diplomo, to je nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev. Slišali bomo dve skladbi, in sicer soneto opus 39 in pa skladbo z izjemno lepim naslovom Jaz hočem življenja. Mi pa hočemo vaše petje. Prosim. Kedar po nočnem nebu grom odmeva, viharja moč krog nas divja razsaja, ko nas obupom in grozo navdaja, ko pričakujemo tak težko dneva. Naenkrat sonce prismehlja se milo, na nebu strah oblakov črnih zgine. Potihne grom, viharjev groza mine. Pozabljeno je vse, kar se zgodilo. Tak, če ne viht, viharja nas obdaja sila, ko noč nam zatemni oči, ko duša posvetlo pokrepeni, na dnu srca nam svetlo sonce vzhaja. Zgubi se grom in mrak teman, a v našo dušo sije jasen dan. Jaz hočem življenja, jaz hočem življenja, sladkosti, radosti, vse, kar jih ima. Trpljenje in žalost najenja, jaz hočem življenja, izpiti njegovo, čem čašo do dna. Jaz hočem življenja, jaz hočem življenja,
sladkosti, radosti, vse, kar jih ima. Življenje naj praznik bo moje, naj svetov poln sonca bo dan. Izgine naj vse, kar srce mi gloje, življenje naj praznik bo moje, praznik vesel in svečan. Jaz hočem življenja, jaz hočem življenja, sladkosti, radosti. Sladkosti, radosti, vse, kar jih ima. Vse, kar jih ima. Hvala Irini in Klemnu in zdaj na oder vabim avtorja glasbe, dveh slišanih del in pa nocojšnjega gostitelja, direktorja Zavoda Novo mesto in pa skladatelja, gospoda Aleša Makovca. Gospod Makovec, čestitke. Za to, kar ste napisali in kar nam je pravkar zapel Klemen Torkar. Boste najprej ocenili z ocenami od 10 do 10? Je še prehiter za ocenjevanje, to se mora še malo vleči. Ja. Ampak ste zadovoljni? Seveda, ja. Kako se počutite, ko slišite prvič ali pa drugič recimo vaše delo? Ja, to je šok, ne? Ker ti imaš eno sliko, umetnik naredi drugačne, pa začneš to razmišljati, kaj je naredil. Aha, in potem so nova bogatstva, ne? Novi svetovi. V bistvu je za vse tako, ne? Za vse opere so čisto drugačne doma, kot v gledališču. V bistvu to je vaš otrok, ki ga potem podarite in spustite v svet in ni več samo vaš. Ne, ni in živi naprej in se kar razvija in se kar še oblikuje. Gospod Makovac, dolgo ste že neločljiv del novomeške glasbene scene, če temu tako rečeva, vendar niste Novomeščan, ste uvoženi. Ja, sem pravzaprav Primorc, ja. Ja. Primorc, ja, iz Kopra in okoli leta 80 smo se preselili z družino v Stražo pri Novem mestu in tukaj sem začel potem obiskovati glasbeno šolo in potem ta pot v svet glasbe je šla pravzaprav na isti šoli kot kolegica Irena. Takrat nisva sodelovala, sva se pa poznala, ne? Ona je prepevala, jaz sem pa improviziral na klavir v učilnici. Smo se tako na tak način izražali. In kje je ostal vaš primorski naglas? Ga še kdaj zaslišite sami pri sebi? Ja, še manj, zelo malo. Če sem pa v družbi Primorcev, se pa pol to zbudi. Ali pa če greste čez črni kav, ne? Ja, že to, ja. 5 let ste bili ravnatelj konzervatorija za glasbo Jurij Slatkonja. Kakšne spomine imate na to obdobje? Tam je praizvor zdaj tega glasbenega gledališča, ker se tukaj zdaj razvija, se pojavlja. No, tam sem imel čisto pedagoške naloge, ampak tam se je pojavil en nadobuden učenec, zelo omejenim posluhom na začetku, Tom Kobe. Smo ga vzeli v šolo, ne, in on je potem nekako izražal, dali smo ga v zbor, da je pel, tam je začel prepevati, je tako kar malo zacvetel. Potem je pa enkrat rekel, to je bilo leta 2015, bi pa on napisal opero. Jaz sem bil njegov mentor, sem rekel, pa treba probati, ne. In tako se je leta 2015 potem rodila prva, tako rekel, nek zametek tega gledališča tukaj v Novem mestu, glasbenega opera Krst pri Savici.
In to je delo mojega učenca Toma Kobeta, ki je priznan zobozdravnik, uspešen, izjemnih rezultatov, ampak tudi v glasbi je pustil kar eno močno sled s svojim značilnim glasbenim jezikom in z izbiro vsebin tudi. Ne. O tem bi kaj, mogoče, če boste vprašali, tudi kasneje lahko povedal, kako se razlikujeva. Zadnja leta vas srečujemo v vlogi direktorja zavoda Novo mesto. To je bil najprej zavod, ki je bil primarno osredotočen na kulturo in na kulturniško produkcijo. Zdaj se je dejavnost tega zavoda zelo, zelo razširila, pa na področje mladih, pa športa in turizma. Povejte mi, je med skladateljevanjem in pa vodenjem enega takega kolektiva in ene take ustanove sploh kaj skupnega? Ne veliko. Vodenje takega zavoda, to je tako, kot da bi bil na fronti, ne? Skladateljevanje je pa intima, ne? To je pa ena krasna protiutež, če seveda uspe, ne? To je zelo težko, ampak zdaj se spet nekaj malce spet prebuja, ampak to se dogaja zelo v eni taki samoti, daleč stran od vsega, ker je res lepo. In tam so neke globine, ki jih jaz tukaj zelo težko povem, mogoče jih lahko slišite, ko tukaj ustvarjajo, ko pojejo, ampak to ni še čist tisto, ne. Medtem, ko pa priješ v ta svet, realen sem, to pa je čist druga stvar, ne. To je pa bojišče, ne. Nenehen boj. Ja, Ne samo za obstanek, še za kaj več, ne? seveda. Ja. Operna produkcija je zelo zahtevna v vseh smislih. Razen Ljubljane in Maribora pravzaprav v Sloveniji ne poznamo središč, kjer bi se ustanove posvečale tej disciplini, če tako rečem. Novo mesto je izjema. Si Novo mesto sploh lahko privošči eno glasbeno gledališče, lastno operno produkcijo? To je draga produkcija. Glasbeno-gledališka produkcija je ena dražjih produkcij in potrebuje tudi neke možnosti, ne, ki jih mi nimamo še. Ampak mi smo začeli z vsebino. Vsebina omejena, v težkih razmerah, ne prav enostavno, ne, z omejenimi ekipami. In z omejenimi ekipami izjemno, bom rekel, entuzijastičnih ljudi, ki me obkrožajo ta trenutek. Tukaj v dvorani je gotov kolega Bojan Bencik, ki je poganjal vso stvar 10 let. Kolega pevca seveda sta se že predstavila, pa še veliko jih je, ne. Pa potem v tehnični produkciji nenazadnje, veste, to je izziv za tehnično produkcijo, to so imena, ki bodo ostala zapisana za vse večne čase v programskih knjižicah, v objavah, v časopisih, v medijih. Tomaž Tomašič, Primož Cigoj, Boštjan Kovačič zdaj, v zadnjem času še Nejc Lokan, ne. To so ljudje, ki ustvarjajo to gledališče in mi ne smemo teh imen nikoli izgubiti, ne. In nikoli pozabiti. Tako in zato delamo, ne, in to nas drži pokonci, ker oder pripraviti za to, da ga en drug zasede pa gor ustvarja, to je eno, ne, narediti nekaj lastnega, nekaj našega, to je pa prava umetnina in bogatstvo, ne. In je cenjeno, veste, je. Mi nismo ene predstave izvedli pred prazno dvorano, vse so bile polne. Vse so bile razprodane. O tem, kaj boste oziroma kaj kanite ustvarjati v prihodnjih mesecih, bova rekla še nekaj kasneje. Zdajle pa na oder vnovič vabim Klemna Torkarja, da se nama pridruži v tem pogovornem kotičku. Gospod Torkar, že hitim, že letim, bi rekla zvezdica Zaspanka v enem drugem delu, v enem drugem svetu. Gospod Torkar, ste... To sem bil pa kot otrok, sem bil tale Komet Repatec. Komet Repatec ste bili, Za Miklavža. On je bil navihanega značaja, ne? Zdaj, Ja. da vam to leži. Nekaj skupnega je med vama. Gospod Torkar, ste stalni del zasedbe, pevske zasedbe opernih del, operne produkcije v Novem mestu. Kako je prišlo do vajinega sodelovanja in zakaj tako radi ustvarjate tukaj? Irena nas je povabila, takrat pevce, se spomnim Kobetovi Pod svobodnim soncem. In to je bila prva moja izkušnja tukaj. In že omenjeni Bojan, ki je vedno lepo skrbel za nas. Neke take lepe energije so se med nami spletle. To so bili tudi še moji, v bistvu, ti operni začetki. In že naslednje leto pa potem 10. brat,
ki je pa še vedno, poleg recimo Monteverdijevega Orfeja, ena mojih najdražjih vlog. In tudi se mi zdi, da me zelo dobro glasovno pozna skladatelj, da me vedno nekako pripelje do nekih meja, za katere mogoče tudi jaz mislim, ne vem, da je mogoče preveč, ampak potem nekako najdem vedno neko rešitev, kako zapeti linije, ki niso vedno zelo enostavne, in pa tudi nek čustven svet, tako kot si prej povedal, se noter skriva v teh mogoče preprostih linijah, ko noter pogledaš, pa je celinka, ampak noter se nekaj zgodi, no. In mislim, da se midva to lepo čutva, no. Da se dobro poznata. Ja, res, res. Tako lepo povedal. Klemen je leta 2017 pol ure umiral na tem odru, ne. V operi Deseti brat. Ampak mu ni uspelo. To je nekaj najlepšega, ta del. Ja. Deseti brat je bil številčno gledano, zasedba je bila izjemno množična, ta oder je bil poln do zadnjega kotička, imeli ste plesalce, folklornike, domačega folklornega društva Kreski, mimogrede letos novembra praznuje pol stoletja obstoja in delovanja, kar tudi zasluži en aplavz, ne? Kakšni so spomini na to obdobje, na ustvarjanje tega dela? Vaši, gospod Makovec. Ja, to je bolj ljudsko delo, ne. Tam nisem se prav hudo izživljal, ne, kot skladatelj, ampak je pa zanimivo, ne, sem imel malo strahove, to, da je skoraj preveč ljudsko, ne, ampak potem, ko sem celoto videl in potem tudi znotraj, ne, ta opera je velika, ne, se kar preves, ne, potem kar vse stvari, ki so na začetku enostavne, ratajo malo manj enostavne. Vse stvari, ki so vsakodnevne, na sred opere, ratajo skrivnostne, ratajo globje, ratajo filozofske, kar naenkrat, ne. In potem, bolj ko greš proti koncu, ko je to tvoje umiranje, ne, se ta filozofija spremeni po eno samo ljubezen. In to je čarovnija Desetega brata. Nasploh življenja, se ne vem, kakšne hujše filozofije, ne, rojstvo pa smrt, pa tiste vmes, kar ljudje znamo zaplesti. Klemen, peli ste vodilne vloge, tako v Desetem bratu kot v Juliji. Katera opera vam je bolj sedla ali pa legla na vaš glas? Deseti brat. Deseti brat. Pri Juliji sem ga vsakič po predstavi za ušesa, ker je res nam, v vsakem novem delu skladatelj najbrž nekaj novega poskusi in takrat nas je vse glasove eksponiral zelo visoko in to skozi, ne. Res je bilo izredno težko peti tisto opero, čeprav je bila čudovita. No, danes bom zapel dve vlogi, ki ste ju pela, oziroma dva odlomka, ki ste ju pela kolega baritonista in je ravno prav visoko. Res, tisti je bilo pa kar težko, ampak smo se nekaj naučili, ne. Gospod Makovec, preden se ozreva v prihodnost, povejva nekaj o pravkar zaključeni sezoni. V lanskem letu je bil ta oder praktično ves čas zaseden, s takimi ali drugačnimi dogodki. Kakšna je statistika, kakšna je statistična bera, čeprav skozi številke umetnosti ali pa kulture zares ni pravično presojati? Ta oder je verjetno tudi premajhen za to mesto, ne. In v strategiji razvoja mestne občine Novo mesto je v letu 2028 načrtovana razširitev tega odra oziroma popolno preoblikovanje tega našega kulturnega centra. Jaz sem sodeloval pri pisanju te strategije, zdaj sodelujem tudi pri razvoju tega projekta. Imamo že tudi predloge, ne, ki jih obravnava urbanistični svet mestne občine Novo mesto. Tako da tukaj bo nastal nek pogoj malo boljši, ne, za produkcijo. Hkrati se bo pa zgodila tista nujno potrebna razširitev z Narodnim domom, ker to, kar danes tukaj poslušamo, bi morali poslušati seveda v Narodnem domu, ne. Seveda v primernih produkcijskih pogojih. Kaj se nam obeta v Narodnem domu? Ja, zdaj, kar nekaj stvari, ne. Narodni dom novomeški je sicer manjši, ampak kljub temu kar razkošen za pogoje, ki so trenutno v Novem mestu. Mi imamo tam zdaj, smo v tisti špici, ne, ki oblikujemo te vsebine, kako bodo umeščene v ta prostor
In smo nekako sklenili prejšnji teden že, da ne bomo delali še enega gledališča, ne, ampak da bo to nekakšna taka meščanska dvorana, ki bo priložnost za ne vem, neke sprejeme, za poroke, za društva, za zbore, ki lahko pojejo, za samospeve, za plese, če hočete. Za eno tako družabno življenje, Tako. ki ga včasih v Novem mestu vendarle pogrešamo. Ne? Tako, pa tudi vsa društva želijo potem tle delati produkcijo. Tle je produkcija draga, tle rabite vse, če hočete, da to teče, rabite en kup ljudi. Ne. Tam pa lahko v neki taki meščanski dvorani omogočimo zelo poceni nekemu društvu, da že udejstvuje pa naredi svojo produkcijo. Tako da to bo ta razširitev. Ne. Tukaj imamo pa res ogromno dogodkov, tu jih pride okoli 200 na leto, to je obiska, ne vem, 60,000 obiskovalcev, 20,000 samo iz šol. Ne. Medtem ko recimo, če gledam samo lastno produkcijo, ki je manjši del tega kulturnega centra, mi smo imeli 7 produkcij, 60 ponovitev, ne. 20,000 obiskovalcev. Torej, vsaka naša produkcija je bila pred polno dvorano. Ne. Leta ta boljših naših pred COVID produkcij je bila situacija taka, da smo v torek smo se dogovorili, da bomo četrtkovo dvorano odprli in je bila v torek prodana. Ne. To je zdaj težko ponoviti skoraj, ne, ampak je bilo tako. Ne. In mi imamo to v spominu in gremo v to smer. Mi si želimo še, da se ti časi znova zgodijo. Po COVID-u smo bili vsi lačni in druženja in umetnosti, ampak lačni smo dobre umetnosti tudi zdaj. Gospod Torkar, torej v operi Julija ste upodobili vlogo Andreja Smoleta. Takole na prvi pogled bi rekla, ali pa posluh, da bi vam morala ta vloga vendarle ležati. Ne? Andrej Smole je bil en strašno zabaven fant. Veliko sta se s Prešernom družila prav na Dolenjskem, na gradu Prežek, nad Šentjernejem. Janez Srdina, ki je bil zategnjene sorte, je rekel, da so bili to divji časi, razvratni časi. No, ta njuna druženja so se kmalu končala, ker je Andrej uspešno zatavšal vse premoženje svoje podjetniške matere, tako da se je potem to druženje zaključilo seveda tudi z nesrečno Smoletovo smrtjo leta 1833, če se ne motim, tako da je Prešeren v kratkem obdobju izgubil 2 življenjska sopotnika. Kakšne spomine imate, oziroma kako ste se lotili te vloge? Vas je zanimala biografija Andreja Smoleta? Ste se spuščali tudi v ta del v njegovo osebnost? No, evo, vsaka vloga najbrž z nekim razlogom pokliče. Moram priznati, da se nisem prav pretirano poglabljal. Pa vam je sedel libreto svojnega doktorja Igorja Grdine? Jaz bom zdaj zelo poenostavil, no. Da nikoli, oziroma morda sem včasih več se poglabljal v ta neka ozadja in tako naprej, ko dobiš lik, vsaj v zadnjem obdobju tudi zaradi mogoče pomanjkanja časa, ampak to ne pomeni, da svojega dela ne upravim pošteno, ampak se posvetim res temu, kar je moja naloga. Moja naloga je usvojiti note, ki je skladatelj napisal, da se naučim tekst, ostalo pa potem skušam prepustiti procesu vaj, ker če jaz vnaprej vse vem, kakšen je on bil, kako je on, se težko potem morda vpleteš v nek, recimo takrat je Rok režiral, v nek koncept, ki je bil morda čisto drugačen, kot bi si zamislil. Tako da se glede tega pustim, da sem malo tabula rasa, no? Tako da ste me v bistvu s tem malo zdaj razsvetlili. Gospod Makovec, kako izbirate libretista? Omenila sem, libretist v Juliji je bil dr. Igor Grdina, samo ena biografska posebnost, oziroma niti ne iz njegovega življenja. Dr. Grdina prihaja iz Šentjurja pri Celju, to pa je tudi kraj slovitih slovenskih skladateljev, bratov Josipa in Benjamina Ipavca. Josip je tudi umrl 8. februarja, le da mnogo, seveda po Prešernu, leta 1921, torej kako ste se odločili za gospoda Grdino? Ja, moram kar pomisliti, jaz sem klical nekaj libretistov. Ja. On je pa prvi, ki je rekel, kar ja, brez da bi, malce tako, ko sem ga po telefonu, Zdravko Hriber mi je dal njegovo številko, pa je rekel, da pokliči Igorja Grdino, ta bo pa, ne. In sem ga poklical in je bil skoraj že malo jezen, da ga kličem. Pa sem pa povedal, zakaj gre in je rekel, ja. To je to. Jaz nimam več kaj povedati, ne. In nič nisva sodelovala pri tem nastajanju Julije.
On je to naredil. To je bilo vse. Ampak gospod Makovec, ko smo pri pesnikih in pri opernih delih, še enega pesnika imate menda veliko v mislih zadnje čase. Za koga gre? Ja, imam, še enega. Še enega, Ja. ki je bil tesno povezan z Novim mestom, bova rekla tako, z Novim mestom, bil je pa Primorec po rodu. Drži. In Novo mesto ga je tako na široko sprejelo, ne, po tistem debaklu, recimo v Ljubljani. Ne. In smo gotovo premalo ponosni nanj. In ne vem, zakaj mene vedno doletijo ti liki. Ne, ker moj učenec, Tom Kobe, je pisal drugačne opere. Ne. Pri njemu se vsi pobijajo tam na odru, pa trupla ležijo po tleh, pa on je celo sebe dal v opero. Ne. Njegova vloga je bila, da pride na oder, zapoje eno kratko arijo, dobi sulico v hrbet in pade po tleh mrtev in ga zavlečejo dol. Ne? Recimo, to so neko mesarsko klanje, jaz dobivam pa zmeraj te neke like, neke Julija, tam 10. brat, zdaj še eden, ne? Primorca, ki Tega je prišel Primorca. na začasno delo. življenje v- Tebi umiramo pol ure, ne, Ja, ja. pa šus. Ja, pri meni se pa umira na koncu pol ure. Skratka, če sem dobro razumela vse te namige, potem si lahko v Novem mestu znova obetamo nekaj imenitnega, nekaj nepozabnega in nekaj izvirnega. Tako, ja, recimo tako. Z veseljem se oziramo v drugo polovico letošnjega leta. Hvala lepa obima za pogovor. Gospod Torkar, vas bom obdržala na odru. Vam, gospod Makovac, se pa seveda toplo zahvaljujem za ta prijeten pogovor. Zdajle bomo... Zdaj bomo slišali dve deli iz opere Julija, in sicer arijo Matije Čopa iz zaključka drugega dejanja in pa Prešernovo arijo iz tretjega dejanja. Avtor glasbe je v obeh primerih seveda Aleš Makovac, avtor besedila pa kdo drug kot France Prešeren. Prenašaj težo svojega stanu. Ne toži, poj in trpi brez miru. Kako pa boš pojt, če pretežko ti je sprejeti pakel in nebo. Nekoč pozabil boš nekdanje dni, v kateri strah vse upe zamori. Le krka pesnikova duša ve, da niti v grobu ne strohni srce. Beseda tvoja, kot nobena zna, razjasnit tamo, ki tre duha. Prenašaj težo svojega stanu, ne toži, poj in trpi brez miru.
okrog divjam. Ljudje sprašujejo me kam. Vprašajte, kar oblak neba, vprašajte tudi val morja. Oblak ne ve in val nekam, kam nese me obup ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličjem je ne smem. Ni mesta, niti vrh zemlji, kjer bi pozabil to gorje. Kako zelo lepo in kako zelo lepo bo tudi to, kar bomo slišali zdaj. Ostajamo pri Juliji, ki je seveda tudi preživela drugi del svojega tudi kratkega življenja v Novem mestu. In sicer bomo zdaj slišali arijo naslovne junakinje iz te opere, torej Julije, v izvedbi Irene Jebuah-Tiran. Cince iz davnine, lej, koga še zanemajo, saj veste, da se enkrat mine. Z resnico zlahka nemajo, pojmeš in sanjare.
je čisto gledališče in v ložah puščal je pa skvile. Zadregi ni bil na plesišču, oči so jezik mu ostrile. Glas ljudi je spravljal in vrš se ga se s tem še hvalil, pred drugimi se je postavil, da so Ljubljano je razgalil. Celo če škofa je zabavljal, se na račun duhovno všalil, saj tudi mene je opravljal, še s počastitvami me žalil. Sedaj se mnogi čudijo ljudje, da se zmenila nisem sam. Kam ni to naj imela bi srce, početi padajo vsak dan. Naj smeharnik živi po svoje, kot zmore, hoče in kot zna. Naj izbojuje lastne boje, resničnost svoje si zna. Kako hitro teče čas, ko nam je lepo, mar ne? Čisto pri koncu nocojšnjega druženja smo, ostala sta nam le še dva odlomka iz opere Deseti brat skladatelja Aleša Makovca. V enem od njih bomo slišali tudi to, kar si zagotovo želite in že ves večer nestrpno čakate, duet naših izjemnih vokalistov Irene Jeboah Tiran in pa Klemna Torkarja. V tednu, ki se izteka, je bila v Sloveniji poleg imena in priimka čudežnega dečka košarke ena največkrat izrečenih besed prav kultura. Za voljo tradicije in navade, za voljo številnih prireditev in za voljo največjega projekta na tem področju v zadnjih letih, Evropske prestolnice kulture, ki se je začel v dveh mestih na državni meji, v Novi Gorici in Gorici, italijanski seveda, prav danes popoldne. Upamo, da se bo čisto vse navedeno odrazilo v bolj prijaznih časih za vse. Prejemnica letošnje Prešernove nagrade za življenjsko delo, vizualna umetnica in kiparka Dragica Čadež, je v enem od intervjujev dejala: če bi bilo več kulture, bi bilo manj problemov. Več kulture pa ne pomeni samo več produkcije v kulturnih ustanovah, društvih in kolektivih. Pomeni več spoštljivosti v javnem prostoru, več razumevanja drugačnosti, več podpore naložbam v ustvarjalnost in več zavedanja, da bomo kot narod in država stali in obstali samo tako dolgo, dokler bomo lahko sanjali, mislili, govorili in odločali v našem jeziku. Hvala, spoštovano in nadvse drago občinstvo. Hvala za vaš čas in za vašo pozornost. Hvala ekipi Kulturnega centra Janeza Trdine, ki je omogočila nocojšnji dogodek. Matevžu Novaku, Živi Zakšek, Žanu Klobučarju in pa Primožu Cigoju. In hvala vsem trem nastopajočim glasbenim gostom in skladatelju Alešu Makovcu. Glasbene goste bomo slišali v že omenjenih dveh odlomkih iz opere Deseti brat. Uživajte, imejte se lepo, preživite prijetno preostanek prazničnega konca tedna in nasnidenje še kdaj v tej ali kakšni drugi dvorani v našem lepem mestu. Odšli so. S
Spet blažen mir zdaj v mojih je sobanah. Ah, kako to dobro de. Spet svoj sem gospodar, jaz in oni nad menoj. Kaj bo, ko boš mi sodil, ko stal bom tam gori pred teboj? O nebo, di takrat meni tako malo milostljiv, da bi me sodil za to, ker sem norije uganjal na tvoji zemlji. Vse svoje dni sem bil burkež neslan, da žalostnim ljudem pričaral bi pomlad. Vse skozi bil sem berač razcapan, da bolj bogat bi bil moj siromašen brat. Vem, da mnogokrat sem storil greh, a koliko zares poslušnih je ljudi. Zato prosti mi krokot in smeh, ki je vedriti skušal naše revne dni. Še malo mi daj, da pred teboj bo čist moj obračun. Potem me reši iz teh bednih cun. Potem pokri me, draga prst, da spal bom sladko. In v dan odčakal dan, ko vsem bo lepo. Sončni trati pod gorom, ni cvetka malo cvete, cvete ljubav, tehte sladko, neznano misli jih iti. Daljavo želje hrepeni, a fant prioriska prek gora, jo utrga, se smeje in dvigne jo tja do neba, pripne jo na srce. Na prsih zmedena slunik in fantu zre oči. Od sreče trepeta in
ti. Uspet zasmejal se ima sonca žar. Zato srce drhti. Manica, Manica, zares čudovit slučaj, na slepo srečo sem zašel tagaj. Nisem mogel več ostati tam, zaželel sem si biti sam. Oho, kavaljersko to ni, gospod, če vam ni lahko, grem takoj odtod. Manica, k tebi me je gnal nemir, pri tebi je tišina, tam prepir. Dragi moj, kaj je bilo? Na svadbi sem bil z Marjanom, Kaj z Marjanom? iskal je tebe, v očih mu je gorela jeza. In kaj potem? Razlagal kmetom sem manifest, pa pride Marjan in mi zagrozi, usekal bi ga. Če ti ne ostala bi mi pred očmi. Za ljubeznivost tvojo, Lauro, hvala, prijatelj mi je že od mladih let. Sva kot otroka skupaj se igrala in rasla, kakor na poljani cvet. Ob tebi pa za srečo sem spoznala, zašla občutka toplih črnih rok. V ljubezni blagi sem se okopala, vsa druga sem v objemu tvojih rok. Zdaj rada bi se vsem ljudem razdala, kdor ljubi mnogo, vsakomur je brat. In vendar sta še tvoja bi ostala, v ljubezni neizmerno si bogat. Zato ne bom očeta poslušala, če hotel bi mi vzeti to Zdaj je končano moje gorje, sreča mi je zasijala, s tvojo obljubo boječe srce. Toda še dolga leta so pred nama, preden zaslužil bom tvojo roko. Boš ti zdržala to dolgo slovo. tebe, Lauro, bom čakala. Zmeraj tvoja bom ostala. Usoda naju je združila, nobena sila nikdar več ločila.
Splamtila sva bogati žar, ki naj ogreje vse ljudi, jim vire dal ljubezni žar, z dobroto čisto pozlati, pred nama sončna je ovala, dolgo sva jo iskala, zaplovi kmalu najina parka, kjer mir ljubezen sta doma, splamtila sva bogati žar, ki ogreje vse ljudi, jim vire dal ljubezni žar, iz dobroto pozlati, pred nama sončna je obala, dolgo sva jo iskala, zaplovi kmalu najina parka, kjer mir ljubezen sta doma, mir ljubezen sta doma. Spoštovane gospe in gospodje, zaploskajmo še enkrat vsem nocojšnjim sodelujočim, korepetitorki Irini Milivojevič, skladatelju Alešu Makovcu, tenoristu Klemnu Torkarju in mezzosopranistki Ireni Jebuah Tiran. Bravo! Hvala lepa za to navdušenje in prijaznost, neizmerno ju cenimo. Nasvidenje spet, kot sem rekla, v tej ali katerikoli drugi dvorani, če ne prej ob letu Osorej. Srečno!